The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Pozdravljeni sončki, živijo sončki! Ta teden so zdaj s Petro obada preverila, če kamere delajo, tako da upam, da delajo. Kar moram na začetku povedati, z tele akcije, se pravi trajno znižanje, so šle očala, čelade, majice, pa RS hlače, moške imamo samo še 2XL, pa ja, 2XL, ženske so pa vse do XL-a, razen medium jih ni več. Ne, kjer jih ni več? Small jih ni več, ja, small jih ni več. Medium pa R-ta novih ženskih ni več. Pa zdaj, ko vi to gledate, zdaj, ja bom to jinxu, če že zdaj povem. Ja. Ok, pa ne bom povedal, ampak glede na to, kako je neki pride. Neki, baje. Ja. To je pač. Tako da boste vsi zvedali, zdaj, ko gledate, tisti, ki imate naročen, bo šlo takoj naprej. Hvala vsem, da ste počakali. Res. Tako da jaz upam, da boste vsi zadovoljni z robano. Tako da, to je to. Nove čelade, tisti, ki jih hočete sprobati, pridite na Ziherlova 10, sprobite. So tudi že naročene, ker ta model, ki se najbolj prodajajo, je že razprodan. Tako da zdaj čakam novo pošiljko, nimam niti ene, oziroma mojo lahko probate, zato da vidite, a vam je v redu, a ne. Potem pa testna kolesa, testni obroči, moj kolo je tudi zdaj na testu. Ja, tako da, sem hotel povedati, čakajte, grem prebrati, kaj mi je gospod napisal, oziroma se ne moram prebrati, kaj imam na telefonu. Kam pa ti je napisal? Ja, na WhatsApp, mislim, da mi je na biznis, ki ga imam sam na telefonu. No, tako da vam bom povedal na storiju, pogledajte, spremljite Instagram naš, pa obroče, če kdo hoče testirati od Princetona. Jaz sem se ta vikend se prav vozil s tem bajkom, ki ga vidite kle odzad, in moram reči, da sam položaj mi bolj ustreza iz vidika manj sem udrgnen poriti, tako da se zna zgodi, da imam pri unmu malo previsok sedež, zato kakle ga imam centimeter nižjega, kakor ga imam tam. Tako da, ja, je pa kle 170 gonilka gor, tam pa 165, tako da možno, da je še tukaj kaj drugač. Ampak ja, Petra? Ja. V soboto smo imeli izlet, povej malo. Ja, v bistvu moram tebe skurcati. Spet? Ja. Kaj sem zdaj naredil? Ja, zdaj tako, krasen dan je bil, super družba, lep izlet, res smo se imeli fajn, mene je bilo lušten, kljub temu, da sem rekla, da se nam ustavili, da bomo leteli naprej, smo se vseeno vsi ustavili v Žireh, pa kavico spili, ker so me pol kregali mersati, predvsem, da ni izlet, če se ne ustaviš, in tako, ja, v bistvu se strinjam z njemu, tudi skoraj 100 km smo naredili. Jaz sem svoj trening oddelala, danes sem bila pohvaljena, sicer je rekel, da sem malo šla z rezervo, bi še 10-15 vatov šlo več, ampak me je pa pohvalil za zadnji klanc, glede na to, da je bilo po 2 urah pa pol vožnje, da sem ga zelo dobro odpeljala, pa glede na virozo in vse, tako da ja, pač v ponedeljek čakam test. Šli noro gor, jaz sem mislil, da bom odpadel že po ravnini. Ja, sej sem tudi jaz mislila. Sej smo vsi mislili, verjeten. Tako, ko je šlo tam, jaz sem sam gledal. Ne, da ste šli, smo šli, sej si šel zraven. Ja, sem komil za veterju, tudi ko sem dal smeno, jaz sem mislil, da bom tako odpadel. Ja, jaz bi verjetno bilo bolj, če ne bi šla na Ferango, ker sem se na Ferangi kar dobro skurila, tako da sem pa mogla malo proti koncu spustiti, tako da sem večkrat za vami prelezla gor. Ampak ja, je pa tako, no, mi je bilo super, ker sem se odločila, da sem šla s ta hitrimi, mi je bilo všeč, v bistvu sem rekla, da lahko bi šla pač tudi na Gran Fondo pa Listro, ker s tako vožnjo verjetno bi, ne vem, zmagala generalno. Na Istra Umag, misliš? Ja, Istra se imenuje drugače, to Gran Fondo Istra se imenuje. Aha, okay. Ta Umag, ja. No, v glavnem, moram pa tebe skurcati glede te, zdaj sem videla, kaj ti v bistvu si želiš v tej hitri vožnji, a ne? In ti moram pač povedati, da nehi s tem, ker ne boš tega dobil na... S to hitro vožnjo, ko želiš, da se bi zelo hitro vozil, pa da bi se čim hitrejši smene dajale, da bi, ko vedno kurcaš, kako ne gre, pa kako spreden gre, pa zaden ne gre, pa ne more, pa to. Jaz mislim, da noben, vsaj jaz, no, jaz nisem šla na velo izlet zato, da sem skurla.
In jaz, če bi se tako vozila, kam imaš ti željo, se pravi, da jaz pridem na Ferango, ko smo leteli recimo od Horila proti Dobrovi, bi jaz mogla jeti na Ferangi v Tilt, ne, tako kot si šel ti, ker ti si vsakič, ko si bil na Ferangi, si šel praktično v Dasko, v smrt. Od nas pa ne vem, če kdo drug glih na Ferangi hodil v smrt. No. Jaz definitivno ne, jaz sem na Ferangi šla tiste 4,5 do 5 vatov. Če si v redu vozil do Ljubljane. Če smo se v redu vozili, sam lahko bi, glede na to, da si bil ti na Ferangi, ko si ti prišel na Ferango, smo mi vsakič cukalni na polno. Ne. Ti, ko priješ na Ferango, moraš malo počakati, da se vsi zberemo nazaj, unkaj smeno naredil, da se zraven preklop, ker to je bilo, ko si ti prišel na Ferango, to je bilo vsakič na polno gasa. Ne. Recimo, sem skozi počakal, da je... Ja, šel si preveč, no. Za mene, ko si bil ti na Ferangi, je bilo to nevzdržno in to sem zdaj že od večjih slišala in iz izletov in iz rund, da ko si ti na Ferangi, dodaš vsakič par vatov glede na une in potem pride naslednji in spet hoče dodajati vate in jasno pol vsi pocrkajo. Če bi se zdaj, naprimer, prišel tako na Ferango Habič, bi ti odpadel, naprimer. Ti ne bi držal take Ferange zraven, ker bi ti to naredil tebi. Ne bi. Ja bi, jaz nisem šel v full tilt. Mislim, jaz sem imel še toliko, da priključem. Ja, glih, ja. Ti si šel na Ferangi preveč. Ko si prišel na Ferango, si šel preveč, pa premalo cajta. Tiste 2 minute vsak kurac drži. Če gledam Tomaža Maurja, ne? Je seveda bil. Recimo Tomaž Maur je bil najdalj časa na Ferangi. Če sem bila z njemu skup na Ferangi, pa je on prej dal menjavo, jaz sem bil pa pol še... Ja, seveda, ja, valjda. Ti si v bistvu še celo tako šel, da si po 2 pa smo šli kar v 1, ker smo videli, da to ne bo funkcioniralo. Nima neki podlage. Je, vse smo jo gledali, vsi smo to videli. Tomaž, ki je šel na Ferango, smo se vozili praktično z takimi vati, kot pretep. Sam to smo se vozili 5-10 minut, pretep pa 2 minute, ampak ti si še vsakič to potegnil. Ni bilo pol več v parih, po 1 smo se vozili. Par je bil vse skup nad cajta, če si to tišu. Ne. Ja, 1 smo se vozili. Pa sej, jaz sem, da so se po 1 vozili, sam smo bili vsi približno isto spredi. Če sem gledal na števc, koliko časa se daje menjave. Jaz sem tudi gledala. Jaz nisem bila toliko časa, kot ostali. Pa ti pa nisi bila spredi. Bila sem. Svoje sem oddelala, pa sem pa rekla, raje grem odzadi. Jaz, če gledam po v glavnem, jaz mislim, da brzini... jaz mislim, da ko gledam po brzini drugo skupino, ki so se pelali, pa ni bilo nobenega tišanja zraven, pa so prišli isto hitro čez ta del, recimo praktično, ko mi smo v bistvu imeli vaš čas. Meni je bilo vaš čas eno cukanje, no. Meni to ni bila normalna vožnja. To je bil vaš čas eno neko cukanje. To ni bila una lepa, konstantna vožnja, da bi rekla. Gledal, tudi padala je hitrost od 35 do 45 smo se vozili. Ja, se pravi, v bistvu je bilo v skupini par vas je bilo takih, ki niste bili zmožni se voziti in to je bil problem. Sej jaz to, sam ne par, večina. Se ni bila, oziroma niti verjetno so ljudje pripravljeni, je to take pač neke... Se pravi, jaz definitivno ne bom šla na nek velo izlet ali pa tudi v končni fazi rundo, razen če si jo bom tako vzela, da grem do daske, ne? Ker hoditi do daske vsak teden ni to za nas. Mi nismo tekmovalci, mi se tudi ne moramo zregenerirati, mi imamo službe, tako da zdaj pač... Eno je trening, kar rečeš VO2 max, takrat si izmatran, utrujen, ampak še vedno drugače, kot po enih takih vožnjah. Jaz, če bi se vsako rundo tako pelala po vsak izlet, jaz se junija, julija več ne vozim na kolesu z nekimi normalnimi sposobnostmi, sigurno ne. Se pravi, ampak to zaradi tega, ker imam življenje svoje, ne. Ja, meni se pa je. Tako, zdaj, pa tudi po pogovoru, ko smo se kle pogovarjali, so bili vsi pečeni do daske. Jaz nimam te želje, da in se tudi nisem šla skurt, jaz sem se včeraj 4 ure vozila na kolesu. Ti tudi nisi toliko močna, da bi bila zmožna, realno gledano. Ne, Ferango sploh ne, niti nisem imela želje, niti jaz ne bom nikoli... Hočem ti sam povedati, lahko se pa vozim tako v zavetrju še en čas, ampak gre se za to, da če bi se lepo vozil, se bi lahko vozil konstantno 40 na uro, recimo, ne to, kar sem že enkrat povedala, se bi lahko v skupini, jaz v zavetrju, ne jaz na Ferangi, čeprav sem tudi jaz na Ferangi, sem gledala, jaz sem se vozila 40 na uro, sam ne mogoče toliko časa, ko ste bili vi, ne. Ker tudi nisem hodila, zakaj bi zdaj spuščala, sej pravim, jaz če bi šla v tilt na Ferangi, bi šla tudi lahko, ne. Ampak se moja hitrost je ostajala enaka, sam pač krajši čas. Ampak
ne vem, meni je bilo enostavno tega cukanja pa rukanja, bila je zelo različne ferange so bile, ne, in ko si ti prišel na ferango, je feranga zbezlala vsi na polno, ne, potem je prišel nekdo drug na ferango, smo praktično v zadnji že skoraj zavirali. In če bi se pa ti mečkan manj vozil, pa vsi konstantno, verjetno tudi tunka bi bil od spredi, bi lahko malo večji, hitrejšo ferango držal in bi mi tudi veliko hitrejši šli. Gledam z vidika, kako bi se hitro prepelil. Ja. Tako, ko se ti potegneš na ferangi, tako narediš, ko hočeš enega zjebati. Ne. To se dela na dirki, ko hočeš enega uničiti. Ja, ne. Ja. Ja. To se tebi zdi, ker sej, pač ne valjda vidiš, moreš... da je velo izgled, točno tako, kot si rekel, nismo bili vsi isto močni in moraš gledati potem najšibkejšega. Ja, sam jaz tam, če gledam po vatih, ni bilo nikoli tako, da je šlo, ne vem, če gledam takrat, ko smo se pizdili, takrat je šlo tako, da je šlo na 600 vatov, 700 vatov za 30 sekund in to je, kaj enega zjebeš. Jaz pa, ko sem šel spredi, je bilo 350 do 400, sem jaz vrtel, ko sem bil spredi. Se pravi, unika so zadnji, pa pri mojih kilah. Sprav, unika so zadnji, noben ni vrtel več kot 300, niti približene. Sej ne moreš ti, sej sem ti že tokrat rekel, da primerja tvojih vatov pa z mojimi vati. Jaz itak, da 300 vatov ne moram vrteti. Ja, se zato ti pa pravim, da ko si v zavetrju, itak še toliko manj. Ja, no sej. Ampak še vedno sem jih imela visoke vate jaz. No sej, sem... Pa mislim, da moji vati niso spet tako slabi, no. Kle, ne vem, meni se ni zdel, da je do Ljubljane, da je pa to zdaj prav neki... Jaz sem bolj trpel do tam, kukar pa pol, ko smo se po ravnini vozili do Ljubljane. Se je šlo hitro, ampak imaš ni v glavi, bilo, da je ni bil že zaključena. Se pravi, ne gre se za trpljenje, gre se za to, da če bi se lepši vozili, bi tudi hitrejši prišli čez. V bistvu smo bili prav počasni, če tako gledaš. Mislim, se tudi hočem povedati, da jaz, ko sem bil spredi, ni bilo nikoli, ne vem, da bi pa bil un brst, da je šlo pa ne vem koliko. Mogoče je tam, ko je šlo čez 20-metrski vzponček, edino to. Ne, pa se to moraš, ne, če se tako pelamo, moraš tudi hubsrčke pritisniti, ne moramo zdaj sedi neki, da rečemo. Normalno vozilce mi pa ni zdel, da je šlo... Ne vem, mene je bilo preveč cukanja in preveč vsega in tudi pol, tako, ko smo se pogovarjali, to so, ne vem. Lej, tudi cel izletanje v končni fazi smo kar pritiskali ves čas, no, tako da... Ne. Ja, jaz vem, da sem, ja. Kar malo preveč. V glavnem, bom šla še kdaj hitro, ampak ja. Mislim, realno gledano ti itak se ne moreš v ta hitri voziti, razen če si skozi od zadnji. Ja, sej. Ker si preveč sej ni fora, da greš lahko s hitrimi. Jaz mislim, da bi tukaj tudi mogla biti možnost, da se peljajo s ta hitrimi, glih točno to tisti, ki lahko držijo, pa sam pa ne moraš pričakovati, da bojo pač dejali, ne vem, kakšne firange. Lahko vsi, ne? Cela, ali pa vsi. Zdaj, no ja, to, ko smo šli mi že na gor na smrečje, na smrečje gor, mislim, da jih tam, ko so ostali od zadnji, bi kar težko. Vse sta dva probala z nami, pa sta odpadla v bistvu že. Sploh nisem vedel, da sta dva odpadla. Dva sta šla z nami še, pse nima veze kdo. Ja. Pač dva sta še probala, pa sta odpadla od zadnji. Ja. Meni je bilo mislim, gor, da tisti, ki so tam ostali, no, je bilo kar okej. Če smo hoteli pač res na smreče, ker na smreče smo ga tudi kar pretegali. No. Ampak meni je bilo ful dobro. To mi je bilo veliko bolj všeč, kot kar pol. Ja. Ker pol mi je bilo, pač se pravim, gor smo na smreče dejansko se vozili, jaz sem gledala svoje vate ves čas konstantno, isto, nazaj je bilo. Meni je bilo to pač preveč enega cukanja. No. Meni je bilo cukajoče. Zelo. Ja, če sem čist fer, se ne spomnim. Jaz sam vem, da smo lepo dajali menjave in to je bilo to. Menjave smo pa dajali, smo se pol po ena vozili, kar je bilo čist cool, ker nas je bilo sam 7. Da... Glih na začetku, ko smo dajali menjave po 2, ne? Spet, če se je dajali na noter menjave, folk ne razume, da se mora odmakniti. In se ne da, ljudje ne razumejo. Pa se je bilo oboje in po zunanji in po notranji. Ja, ko se da na zunanjo... v bistvu res je najlepša menjava, je, da se dva odmaknata, pa gresta čez, sam problem je, ker se takrat naredijo 4 usporedno po kolesu. Ne, pa si greste sam na zunanjo in je 5krat lažji. Če grejo po notranji, jaz sem sam enkrat sem sicer videl, ko je bilo tako, pa je bilo vse... Mi smo šli pol po zunanji tudi, no, tako da sem tudi jaz delala pol po zunanji, tako da je res mogoče lažji oziroma bolj nekako ljudje prej dojamejo, no, kaj se dogaja, glede na to, da ne moramo čisto vsakič vsakmu vsega dopovedati, pa da enim se ne da nikoli dopovedati teh smen. Tako da, ja, bomo pač delali po zunanji smene. Jaz sem šel prvič, kaj sploh čez.
In je bilo ful lepo. Tudi tuno pol, ko smo šli kaj ulovka, ne? In pol spust Se dol. na ulovko si že šel verjeten. Ja, ulovko sem šel še pol nazaj dol. Ja. Nisem šel čez. Ja, meni je ta ful lepa, kle smo šli mi pol na rovte, a ne, in tudi moram reči, da je bilo, ful je bila prazna cesta. Jaz ne vem, če nas je sploh kakšen avto prehitel gor do rovt. Tudi pol spust dol v žiri je fantastičen lahko, a ne. Če ne ostaneš od zadaj sam s švohnimi, ampak okej. To je treba da čez. Ni bilo z nami? Ja. Ne, mi smo 4 od zadaj odpadali na spustu, v tistem delu, ki je bil, je bila še ta... Ok, samo je bil samo 1 kilometer, ko smo bili 3 sam spredi. Kdo je bil? Ta maneken. Ne, do žiri smo šli mi 4 sami. Ja, sej ta maneken je še to svoja prijateljica. Ne, če on je bil z nami spredi. Kam misliš, da je? Je v žiri. On je bil ta Ja, on je bil z vami, ampak mi smo pa 4 ostali v zadnji. Jaz, pa tale punca, ki je prišla še z njemu, pa še 2 gospoda. Ja, da smo pač mi se čisto sami pripalali v žiri. Kar kakšno minuto za vami. Pa še ene par jih je bilo še vmes, pa smo bili mi 3, smo bili pa spredi. Ja, dobro, vi ste bili mogoče 3 sami. Ne vem, Mirsat je ostal z unoto veliko grupo, ja. Mislim, se nas je bilo 10 vse skupaj. Ma ne, nas je bilo veliko. No ja, nas je bilo toliko. Ja, smo bili tak 2 skupine, ne? Prva je bila od spredi, jih je bilo ene, v njih je bilo še malo manj kar nas. Mi smo kar od zadnji ostali, ker sem še pol les od zad. Valjda si ti tam v klancu mesa do žireh si toliko potegnila, te jaz pa Mirsat nisem mogla ujeti. Ja, dobro, to je sorno rovte, ni bilo prav, da nisem mogla ujeti, jaz sem pač tam še ta svoj... To se ti nad mano pritožuješ, ampak jaz nisem mogel držati tvojega tempa, ne? Tam sem tudi pokalček pobrala do vrha gor, tako da... To je šla toliko je grizla, pa gledala nazaj, kje smo. Noč nisem gledala nazaj. Jaz sem tebe videl. Niti enkrat, samo ko sem gor šla nazadaj, vzpon sem pogledala, kje ste. In pa, ko sem videla, da ste že, da prehajate, sem še malo pretegala tam in pa je bilo to. Sej se je videl, koliko se majaš. Ne, jaz sem imela sicer, sej sem mislila, da še mogoče celo za mano kdo, ampak... Ne, če smo se skupaj vozila, ne moramo tam iti. Ja, jaz sem pač imela ta svoj interval, sem pač naredila. Mi ne moramo iti neki tako. Ko bi vsi rekali, da tega debila. Sem mislila, da je to vzpon, veš, da je v bistvu že cel del vzpona, ne? Ja, sej bil, samo ja, pač vmes je taka dolina in... Na števcu je kazal, kukor, da je vse skupaj vzpon. Se je. Samo ki je bil sredinski del, v bistvu je bil raven. Ja, pa še kontraveter. To ne vem. Tako da sem se tam kar mal že razmišljala, če bi, ampak sem vsem. Jaz sem klej rečemo vrtel skoraj da ne skozi iste vate, kukor takrat pol, ko smo šli do Ljubljane. Bom prav pogledal na Garmin, na Vahuju. Ma nisi klevrtel takih vatov. In ti si bila tam samo toliko pečena. Pač ja, ni bilo, ti po ravnini, pa ko si šla spredi, se je vozil fulman. Recimo, mogoče. Drugač, ne vem, meni osebno se ni zdel, da je šlo... Čeprav meni se je tako zdaj, recimo, ki je bil Tomaž, ne, na Ferangi, sem se jaz lahko to zraven vozila. Pa sem se bila mi 2 skozi Tomažem spredi. Še tudi polk je šel on naprej, jaz nisem nikoli dal v predstavo višji ali pa ne vem kaj. Jaz sem jo skozi v isti predstavi, ja, meni se je najbolj bilo na tvoji Ferangi, se mi je bilo težko voziti. Posta bila ene 2, ki je bilo itak, smo že skoraj se malo spočili vmes. Tomaž je imel pa najbolj tako, ki bi jo lahko recimo držala še res kontinuirano. Je pa res mogoče, da bo Tomaž malo spuščal hupsrčke, da je gledal vate, a ne, verjetno svoje vate je gledal in je spuščal hupsrčke, ti si pa hupsrčke pretegnil še, a ne. Po moje sem to razlikal. Po je pa na hupsrčkih pa jasno, rata elastika, malo se raztegnemo in pa je spet treba preklopiti nazaj in ja. Ne, sej mi je bilo všeč, meni je bilo dobro, drugače, kar se tega tiče, samo ja. Verjamem, da ne more to čisto vsak se na tak način peljati in ne moreš vedno pričakovati, da bo vsak pa kar držal. Pa zaradi tega se pa naredi pač takrat, kaj je, kdo je. Jaz sem že Tomažu sem že rekel, ko smo prišli spodaj, gremo po vizi do Ljubljane, ko smo vas čakali tam že na spustu, ne? Ko smo prišli, kaj je, Vrzdenic, Horjul. Ja, iz Šentjošta dol, ja. No, sem rekel, da gremo počas, pa pogledam, se fura 260, tako so šla na 350 vatov, jaz kot Tomaževa, ti pa ne znaš iti neke normalne vate. Ja, se ti pa meš, rečeš, če bo pa preveč, pa kar zaupi. Sem vas čas razmišljala, če zaupit, ma ne bom nad zaupila, bom že potrpela. Saj jaz sem prav rekel, ok, dej, zdaj pa grejo in on je tako, iz metra v meter so šli uni in jaz tako, ja, ok, pa. Ja, Tomaž je letos moram reči, da je res močen, no. Kar tudi na klance dobro pele in po ravnem se dobro pele in gre res. Zaradi tega sem pa pol res mogoče malo pretegnil,
No, dobro, se pravim. V glavnem sam pač ne smemo vedno pričakovati, da se vsi lahko to hitro pelejo, sploh pa ne po 3 urah, 3 klancev in tako. Ampak ja, vse je bilo drugače, v redu, samo moram te pa malo skurcati. Ne, pa vse to smo že navajeni. Tako da tudi na rundah bi bilo tudi fajn mogoče, da ko štartate, to je tudi prišel že komentar, ko gre ta hitra, da se vse enklele ta ižanka, pa to, da se naredi, da se počas začne razvijati ta hitrost, ne pa da ti preteguješ ta prvi od začetka. Daj pust koga drugega na Ferengo, ne štarta rundo. Sploh še nisem šel. No, ko bo šel. Ma ne bom šel. Pust štart Ferengo druge, pa ti pol Ferengo prevzemi kasneje. Ja, pa bom pa res sam prišel do podklanca. Jaz sem prvi zato, da se prvi uničem, da pol ne gre več toliko. Ja, pa jade, zato da zjebeš druge, sej vem. Kako zjebeš druge, če so v zavetrju? Ja, pa vem, pa je vsem treba odpeljati te tvoje vate. Pa ne moš ti sebe primerjati. Te, ki grejo Druge, prvo... tudi druge, sej to so komentarji od unih, ki se vozijo v prvi skupini, daj me posluši. Te, ki so v Noče se prvi s tabo skupini, kregati, so vsi ampak močnejši, kot jaz. noben mu ni všeč, koliko se peleš. Jaz ti sam povem, da so vsi močnejši. No, bom jaz jim rekel, naj se s tabo te povejo to, sam pač očitno ne vem, ti nočejo ali kaj jaz vem. Ja, ne, fora je, da jim paše, sam pritožujejo se vsi radi, se to je tipično slovensko. Verjamem, da 3/4 teh, ki pride na rundo, pride zato, da bo prtakval, ne zaradi tega, da se bojo vozili. Ja, pa ne zato, da bodo prtakvali na tak način, da je nevaren. Jaz ti sam hočem povedati, zato sta pa še druga, tretja skupina. Zakaj pa zdržijo v prvi skupini v sam 5? Zakaj v sam 5 zdrži v prvi skupini? Zaradi tega, ker sam teh je pač toliko močnih, a ne? Ja, ampak tudi teh 5 se pritožuje zraven. Zakaj pa? Kaj je to fora? Zakaj ne bi tako se pelali, da bi še kdo drug se lahko probo zraven držati? Imaš prav IQ -15. Če jim ne bi bilo všeč, bi šli pa v ta drugo ali pa v tretjo skupino. Ja, se jih je vedno manj v prvi. Pa si sploh na misel. Vse noben več ne gre v prvo. Ti zdaj primerjaš, letos sploh še šli nismo. Ja, so šli? Ne. Ja, šli so, sem tebi ti mogoče nisi šel. Ti si pa zdaj zaljubljen, pa ne hodiš na runde. So bile sploh še 3 skupine letos, sploh ne vem, če so bile. Ena pa, ja zanč, ko s mene ni bilo, so bile 3 skupine. Smo imeli, v torek smo imeli 3, ja. Pač jaz vsakič član, sem jim vsakič rekel, vi povejte koliko. Jaz pač ne rabam iti. No, se pa pust druge ne štartajo. Pa sej, meni je lažji. No, sej. Ja. Jaz ti samo hočem povedati, da... V glavnem unika hodite na runde, dajte, če ne vem, anonimno mu pošljite, ali kaj jaz vem, kaj, ali pa nekam, ne vem, napište, kaj vam je všeč, pa kaj vam ni všeč v zvezi z rundam, ker potem to poslušati, eden pove drug, meni se marsikdo več upa povedati očitno k Anžetu. Jaz tudi rada prisluhnem vsakmu, da če kaj ni všeč, zato ker bi rada, da je vsem všeč. Anžetu je pa všeč sam, da je njemu všeč, tako da dajte pokomentirati, napisati ali zdaj, ali kle, ali pa kle povedati direkt. No, sej jaz ti že zdaj povem, da je tako, kot sem ti jaz rekel. No, prav. Pritoževal se bo vsak. Bomo naredili eno anketo. Zmerno. Čak izlet, na kaj imamo še kaj izleto noč, ne? Nič, drug teden bo spet izlet v soboto. Mano in to je to. Runde sta 2, ta teden, zdaj jutri nekaj slabo vreme kaže, tako da... Ja, do četrtka, ne? Ja. Torek, sreda, četrtek. Četrtek bo pa že spet v redu, soboto pa izlet pa bo. Ok. Kva greva najprej na Baskijo ali najprej na Pariz? Ja, deva to Baskijo, ki je bila prej, ne? Ja. Se v bistvu, malo sva že o tem govorila, ne? Ja. Takrat o Seksasu. Jih je pač vse nažgal, če gledaš tako v bistvu. Ja, je pa res, da je bila dejansko samo ena taka etapa, kjer je vse to naredil, ne? 2. Še prolog. No, tista že na kronometru jim je dal pol minute praktično, ja. Ampak pol je še svoje dodelu. Je pa to v zadnjih 24 letih največja razlika, da je 2 minute pa pol razlike med prvim pa med drugim. Roglič je v bistvu dobesedno zmrznil. Tako in tako. Tako da ja, škoda, da ni bil vsaj tretji. Obdržal 3. mesta bi bilo luštanga gledati spet na stopničkah. Po moje ne mu vsem, če je 3, pa 160. Ja, ne vem, če ti je to glih vse en. Zdaj pa ne bi več tekmoval, pa bi pa nehal dirkati, ne? Se dirkaš zato, ko upaš za zmago, ne? Ja, no vem, sem še vedno ti 3. mesto nekaj več daje, kakor 160. mesto, ne? In po UCI točkah in verjetno po nekih... Jaz mislim, da se mu sladko je za to, a je on 3. ali pa 10. na Ja, no dobro, dirki. zdaj bodimo realni, da v teh časih, ko prihajajo novi mladi fantje, ki jih je vedno več,
jaz sem to že večkrat rekla, pa ne bom zdaj zaradi mene, če me vsi, jaz sem od Rogličev navijač, ko Roglič 8 za njega navijam, ampak če smo pa realni, kakšni so danes tekmovalci, bo pa težko še na takih dirkah, kjer bodo te, da bo prvi. Pa če bo mal tudi z njegove strani verjetno ni glih tako razmišljal, da bo kar zmagal v Baskijo. No. Pa ne vem, meni se kar zdi... Že ko Lipoviča dobi zraven, je že takoj ta pod vprašanjem, kakšna bo njegova vloga na dirki. Mora se pač izkazati, dejansko se mora dokazovati proti svojemu tekmovalcu, da dobi potem vlogo kapetana lahko. In mislim, da je to v bistvu že to napor za nekoga, ki je v njegovi vlogi. Drugo, če bi bil on mlad fant, 2 mlada, pa bi se dejala, zdaj pa on se mora najprej dokazati proti Lipoviču, da lahko potem še naprej tekmuje. To se je zdaj že letos pokazalo že 2-krat. Tako da bi bilo fajn, da je vsaj na dirki on, ne, pa da nima zraven Pelicarja, pa Lipovica in da je sam in potem ima tudi te več prostega, da lahko res mogoče kaj tudi doseže lažje. To se pa po mojem novec zgodilo. Ja, se zato pa pravim, ne, da je težko bo še letos. Pač žal, tako pač je. Vsi gremo počas. Ja, bomo videli. Jaz še vedno, ne vem, kar vedno upam, to že zadnje 2 let govorim, da bo Primožu neki ratal, pa pol ima neke pribliske, tako kot je imel na Vuelti. Kdaj je bilo to? Ja, lani eno etapo, ne, je kar dober odpelu. Ampak, ne vem, meni se zdi, rekel, nemotiviran, ampak tako, da ne da unih 95 od sebe, manjkamo pa še unih 5%. Tako, na kolesu zgleda, še vedno zgleda, kukar, da mu je lahko, kukar, da je mentalno, da ni več tam, da gre lahko v... Ja, pri njemu smo sicer navajeni tega poker facea, ne. Pri njemu njega je zelo težko. Po ramenih, po temu, zdaj letos, ne vem, če se spomnim, da je tako, da se je prav videl, da je da gre v uno cono, ki se vidi, da pač trpi in da pač on bo šel na vse ali na. Če je bolj tako, pride v uno cevno, pa ne morem več, pa pol malo. Ne vem, tako ga jaz vidim. Če se glih tako lotevamo dirka, pa ja, ne vem. Ne vem, pač jaz upam, se pravim, verjeten, najbrž je tudi to, ne, kakšno imaš vlogo in kakšno imaš pol motivacijo in če ti nekdo že na začetku reče, če boš ti boljši od njega, boš pa lahko šel, ne vem, težko je, no, to pač enostavno... Mislim, škoda je, ker za Red Bull, zato ker Lipovic je pa po moje eni izmed redkih prnih, ki pa ne zna dirkati. In on da bo zmagal karkoli, bo zmagal samo v principu, da je res en razred boljši od vseh, drugače on ne more dirke zmagati. Ker ne zna dirkati. To se je pokazalo tudi zdaj, ker sta Seksasom naprej je bil polom. Sicer ne vem, zdaj za kako človek, mislim danes pri vsej tej tehnologiji, ki jo imajo, pa pri vseh teh nima tega, trenerjih. To, ima Seksas, to, ima Pogačar, to, ima Roglič, ne vem, Čikone, pa te, ki se mu vidi, da je pač, da ima ta zmagovalen mindset, on pač je že počasen, tako, ko hoče skočiti, on skoči tako v 6. prestavi per 15 na uro, ne vem. Tudi zdaj, ko sem poslušal komentarje od raznih podcasterjev, on je zmagal, ba je sam eno etapo na neki drugorazredni dirki ali enodnevno in to je bilo to. Drugače je pač skozi v vrhu, ampak nič ne zmaga. Dobro, se takih je bilo veliko, ne? Ni bilo veliko. Imeli smo taki skar velik, Landa je bil eden takih revažev, ki je vedno neki tudi probaval. Landa je eden, ampak od vseh teh, ki jih vidiš na turu, ki so, ne vem, v top 10, 15, mogoče vidiš 2 taka, ki nista. Še Bardet, ki rečemo je bil skozi tam, pa se je govorilo, njemu je še vedno zmagoval določene dirke. Ta pa dejansko nič ne zmaga. Ja, dobro, bomo videli. Zdaj, lani je bil 3. na turu, a ne, tudi ni glih. Pa se ti pravim, da Diesel je, nima pa tega... Ja, mogoče bi ga mogli bolj izkoriščati za nekega pomočnika, ampak trenutno je pač močnejši od Primoža in ko je močnejši od Primoža, jasno, dobi tisto pol minute, minuto razlike naredi in je konc in ne dobi vlogo, da je on boljši in da bo lahko večji rezultat naredil kot Primož. Po moje bo naslednja, ki bo po moje Red Bull
težko verjamem, da bo z njim zdržal in kamarkoli bo šel, bo bil v bistvu za ta glavnega domestika. To je po moje, jaz ga ne vidim, da bo bil on ta glaven. Ja, čeprav zdaj, ko imaš ti enkrat v glavi, da si lahko tako dober, pol težko greh nekam hodiš za pomočnika, ne? Sej, ne bom imel izvere, no, tako ti bom hotel povedati. Mislim, kaj bo naredil v tej sezoni. No. Ja. Drugač pa Seksas pa ja. Jaz sem bil prav vesel, da je še eden kolesar, ki zdaj lahko rečemo, tega le mojstra od Izaka, ki se je poškodoval, da je zdaj nekdo, ki je v drugi ekipi, pa da je mogoče na nivoju Vingegaarda, na nivoju Pogačarja, ajde še nismo videli na Strade Bianche, ampak ni pa dosti delati stran. In sicer govori se, da spet ne bi šel na tur, ampak jaz upam, da bo šel. Ja, jaz sem šla pol malo glih to, zdaj v bistvu je še neznanka, ne, kar se tiče tega, bo šel on na tur ali ne. Bodo sporočili v začetku maja, so rekli. In da je v bistvu zdaj po tej Baski ogromen pritisk na to, da ga dajo na tur. Tako da to pa zdaj ga bojo dali ali ne, po vprašanje. Ja. Jaz tudi mislim, da najverjetneje, da ja. Je pa sicer to malo tako, ne. Sicer nas lahko preseneti, sem več rekla, ne. Sam še vedno mislim, da Vingegaarda pa Pogačarja on ne bo mogel premagati, ker je enostavno še tudi premlad in vsa ta fizionomija telesa ga še ne bo mu dovolila, da bi lahko bil mogoče, če bo tretja, ne, ampak dobro, lahko se zgodi Vingegaardu pa Pogačarju, nekaj pa je zaradi tega boljši, ne, nič ne rečemo. Lahko tudi zmaga, pa oba dva se je že dogajali, da so po 2 favorita padla, pa je Nibali zmagal, pa take stvari, ne, tako da se marsikaj lahko tudi njemu poklop. Je pa res, da Francozi čakajo tega svojega izbranca, ne samo Francozi, cel svet nekoga čaka, ki bo prišel iz teh držav kolesarskih, je to Italija, Francija. In zdaj je on pač ta, ki to je, lahko, in zdaj so malo neočakani in pač želijo čim prej nastop. Tako da... Jaz si nisem šel pred tem, ko snemamo tole danes, pogledati, kakšen je prvi teden Francije, ampak mislim, da če bo prvi teden tak, da bo imel kakšno šanso, jaz mislim, da zna oba dva nagont. In če se to zgodi, če se zgodi kaj tazga, pol je velika šansa, da bo probal z vsem tem excitementom pa celo državo za njemu mogoče kaj presenetiti, če je tako mlad, za enkrat dirka. Jaz mislim, da za tur, ne, pa ne samo za tur, za danes, kakor se to kaže, za vse dirke rabiš ekipo. In, še imajo ekipo dobro. Ja, ne vem, če ima on toliko močno ekipo, da bo šla čez cel tur lahko, da ima toliko veliko tekmovalcev, da bi lahko čez cel tur šli, ker morajo tudi dirkati še kakšne druge dirke, ne samo sam tur voziti. Ekipa je ta najmanjši problem. Večji problem je glih ta, če ga pritisk zlom, pa kakšen kol ni bil na pač 3-tedenski tok, da bi mogel iti res na rezultat. Se pravi, vsako etapo, da moraš biti pač ti spredi. Ekipa ima pa, čez to ekipo ne more, pol z nobeno ne bi mogel. Ne vem, no. Jaz bi pač... Lahko na koncu ostanejo Francozi brez vsega, z njemu definitivno lahko enkrat zmagajo tur, samo jaz ne verjamem, da je to letos. Ja, jaz tudi mislim, da ne letos. Lahko pa pride enostavno do tega, da ga potem povozijo, da mu tudi mogoče psihološko, ne vem, vse je možno, lahko pa enostavno zmaga letos tur. Dej, povej še 20 scenarijev, da boš rekla, to sem jaz povedala, da se je zgodilo. Jaz sem mnenja tega, da bo on šel najverjetneje na tur zaradi pritiska, ampak vprašanje pa, kje pa, kaj pa, kako pa bo pa drugo. Zdaj grejo mi, da kar lepo na Paris-Roubaix. Ja. Te vidim že po faci, da si ful zadovoljna z rezultatom. Ja, vrhunsko. Mogo bi biti kle, pa videti, kakšen je bil to Pa sej, ker ste na koncu prišla, tako je bilo za pričakovati nekako. Ne, kar se tiče na zaključku za pričakovati. Moram reči, da kle nas je bilo v lokalu kar veliko, ko smo gledali. Pa greva najprej drugače, greva najprej na ženske. Zato, ker ženske skozi pozava, da poveš o ženskah. Ja, ženske, jaz sem gledala zaključek, ampak nisem pa gledala čist cele dirke, da bi videla, kaj se vse razvijalo. Posnetek je bil zadnjih 55 kilometrov. Sicer se je vse skupaj razvijalo zelo podoben kot 5 pri moških.
Te razlike so se naredile, v spredju so ostale ta Frančiška Koh, pa iz Jumbo Visme Marianne Vos pa Pauline Prevot. In jaz že, ko sem to videla, sem rekla, ta Nemka jih bo čopala na polno, če bojo prišle skupaj v cilj, ker Marianne Vos je tudi že kar v letih. Pauline Prevot je pa absolutno prešvoh, da bi lahko en šprint proti tele stroju zmagala. Ona je v bistvu voz grdo, sam je pa močna, ona je že pokazala na Flandriji, v bistvu je vlekla Demi Vollering čez vse klance, v bistvu jo je res prepalala, jo je do zmage in je bila fenomenalna že tam. Meni je bila, kar se tiče same tehnikoma grdo, ampak je pa močna. No. In je pač jih na koncu odšprintala je Marianne Vos in to je to. Bile so une zelo razočarane, od Visme sem pol videla posnetek, tako da hvala Bogu, da jim saj še kle ni ratal. Jaz, ko sem gledal, začel gledati, kdo je ne vem koliko kilometrov do konca in so bile že one pač 3 skup in je una je glih, mislim, da skočila, pa je bila še Marianne Vos spredi, pa je Pauline Prevot jih pač ujela in takrat, ko jih je ujela, jaz sem prav rekel, to zdaj bo ta zajebale na celi črti in direkt nekako tako se je zgodilo, ker so prišle, ker jih je pokazali, una Nemka je bila pijat pojelo, te dve pa ji še fali malo materijala, da je toliko je bila večja od obeh. In ko ona pritisne na noge, pač to je bilo isto, kot Wout pa Pogačar. Ja. Pač to je tako, kot Golajat pa kva Davida, kva sta bila. Ja, čeprav včeraj se na Roubaixu sam se nisi mogel odpeljati. Bilo je skoraj nemogoče, ker je bil 20 km do cilja kontra veter in niso mogli, tudi zaradi tega Pogačar ni mogel, no, pač pobegati Van Aertu. Eden od razlogov, no, Pogačar je imel kar včeraj jasno pestro, ampak tudi pri ženskah je pol isto veljalo in dokler so 3 sodelovale, je še šlo. Ostale pač od zadaj niso pretegovale, da bi jih niso več lovile nekako na tak način in so pač te 3 same prišle in dejstvo je bilo tako, kot rekel pri Pogačarju, da če bo sta ona dva prišla na štadion, da sem na velodrom, se je vedel, kaj se bo nekako razpletali in predvidevali. Čuden mi je sam, ko to mogo kakšnega športnega direktorja vprašati, zakaj jim rečemo ne govorijo, da ne pač probajo skočiti. A veš, Marianne Vos skoč, je una proba ujeti, takoj skoč Pauline Prevotova, mora spet una pokrivati. Spet pol Marianne Vos pač skoč. Pač tako, iz mojega vidika, jaz razumem, pri Prevojovi se je videl, ona je bila pečena. Zato, ker verjetno 20 km pred koncem noben več tega ni sposoben delati. Če bi bil, bi verjetno tako mogoče vozil, ampak... Lahko je pa še vedno furala spredi do cilja. A veš, kaj hočem povedati, ne? Se pravi, ne vem, po eni strani v moji glavi, se vse deluje, ne? Jaz sem pač le nek amaterski kloven, ker pač ne vem točno, zakaj eni zato, ker pač probavaš in verjetno so čakale do cilja, mogoče... Se niso probavale, se tudi hočem povedati. Ne, pač v smislu, da grejo skupaj, mogoče bom pa odšprintala, ne? Da se je toliko počutila močno. Ker sicer Vosova je bila šprinterka svoje čase in je lahko odšprintala marsikoga, sam zdaj se gre pač za svoje čase, in najverjetneje je tudi upala, da bo. Pauline Prevot je pa ni mogla odpeljati v večji, da je lead out. Ne, se je bil lead out, je bil za Kohova, mislim, se je bila Kohova, je bila druga. Ja, mislim, ampak da bi Pauline Prevot dejala Marianne Vos lead out, to ni bilo mogoče. To bi lahko, če prijata 2 iz iste ekipe, bi pričakoval, da bo eden drugmu naredil lead out, ampak pač Pauline Prevot ni mogla narediti. Fizično več. Pa se je bila ona prva. Kaj? Ja, ko so prišli na velodrom, je bila Pauline Prevot prva. Ne, Marianne Vos je bila. Se je Pauline Prevot odzad odpadla. Ne, Pauline Prevot je bila prva, na stadion, ampak začela šprintati, pa je šla pa Vosova za njo začela šprintati in to je bilo to. No, se pravi, ampak ni pa Pauline Prevot dejala lead outa... Ni ona začela šprintati. Mislim, ona je začela,
pol je šla Kohova, je šla za no, pa je prehtela, pa je pa Marin Vos pa ni Aha. mogla meni Kohove prijeti. Oziroma, se bilo itak zelo blizu, ni bilo. Bile sta blizu, ja. Se malo na No. začetku niti ne vidiš. Skratka, ja, ne vem, so Ja, stvari verjetno, tako, ke jaz so sigurno meni- so vse dale od sebe, vse. Ja, Tako da, make ja. sense. Pri moških, a grejo najprej na tehnične stvari? Ker je bilo meni kar par takih Ja, zelo zanimivih. ogromen je bilo enih, kar to ti bolj povej. Pri Pogačarju itak vsi zdaj govorijo o tej širini plaščev, ki je bila 35, s tem, da so bila pol zmerjena na obročih je bila 38, s tem, da zadnjo je imel 32, pa tudi zadnji obroč je bil nižji. To me prav zanima, zakaj, mogoče zato, ker je pač bolj udoben pol tudi, kaj drugega ne razumem glih Ne vem, najbolj. jaz sem tudi druge sprašvala, pa mi noben ni znal tega razložiti, zakaj je ker tako. pri tej brzini bi jaz mislil, da je pač le 65, da je boljš. Jaz gledam edino, če je stališča udobja, da so pač uni bolj udobni. Je pa res, da so to testirali, tako kot je Kavčnik rekel, ne vem koliko različnih verzij so imeli in da so zbrali pol ta najhitrejšo verzijo, ki je pač naredil pač te teste, ki so jih pač imeli in da je možno, da je bila to pol najhitrejša verzija, se pravi spredi 35, zadnji 32, so pa test delali v bistvu na tlakovcih. Ampak ja, bilo je pa toliko malo lufta, ker jaz se spomnim včasih, ko so 25 plašči prišli ven, ne. Smo mi dali to gor, pa so bili to top obroči, ne vem, si dal bore gor, pa neki, pa to, ko si šel v vink, je že pritiskalo v okvir. In mi je kle čuden, da čez te tlakovce, pa to, pa ko vidimo že v šprintu, ne, koliko se vse krivi, se mi zdi čuden, da se to ni v okvir zatikalo. Ker to je bilo par milimetrov sam lufta, gor, dol, levo, desno. Ne vem, Mislim, a dol so ne, se ampak odločili gor, za levo, najboljšo desno. varianto ali se niso, bojo že oni zdaj videli še verjetno po kakšnih teh Ne, analizah. se hočem ti povedati, koliko je bilo malo Ja, lufta. ja, Meni se je pravi, češun. meni je bilo, jaz sem tudi vprašala, mislim, da če on ve, zakaj tako, pa mi je rekel, piš Kavčniku. Zakaj je cvet 35 za 32 in zakaj je tako. Zdaj ta sprednja širša od zadnji una, to so včasih je že bilo, da je to bolj nekaj aerodinamično, pa te variante, to še bi zastopila višine obročev, ampak širine pa res ne, ker to so, kakor je bilo zasleden, samo oni imeli edini tako, da so imeli UAE. Tako da jaz sem že, vsi so imeli 32. Si spredi rekla, da je spredi višji, pa zadnji nižji, je bolj zaradi, ne vem, kakšna klančarska etapa, kaj je. Ja, Tako da kle, če mi je, meni logično bi bilo edino iz stališča udobja, ker pri Pogačarju se je videl, da je že zadnjih koliko 40 km je hrbet že raztegval, pa tako, pa če res je ni glih prijeten ta Pariz-Roubaix odpeljati, a ne. ja. Tako da po moje, da je bilo samo zaradi udobja. Mislim, jaz si ne morem predstavljati, brzina je bila kilometer pa 3 ali koliko hitrejši, ali kilometer 2 hitrejši od ta najviše, Ja. se pravi skoraj 50 na uro. Ne vem, pač pri tej brzini je logično, da bo višji obroč pač hitrejši. Ja, jaz se pravim, meni so, ne vem, velike teh zanimivosti bilo zdaj na Pariz-Roubaix. Vse so v bistvu noben, pač vse so probavali, ne. Sprobajo vse živo, pač tudi ne razumem, ne vem, nekih, kaj imajo veze tale trak na kolesu, kaj so imeli ženske kar neki povidga čez ročko, pa ne Je vem. dvojno povit, zato da je pač bolj udoben. Ampak zakaj pa čez ročko je imela čez trak napeljan? Tam ga je imela Prav, čez... da manj drsi pol, ko so potne roke. Aha, Ne vem. mogoče kaj tazga, ker so imele tudi balance do konca povite. Je Če sem to pa pa zaradi ženska tega, videla. ker gor držijo po večini in je bolj udoben. Ampak sej na kockah ne moreš kle gor držati. Ja, ja, A tako se, Ja, mislim, ja. niti nisem tako pozvala. kar dosti jih tam drži. Ja, no, tako da so bile kar razne variante, kaj vse so počeli. Pa mogoče zanimivost pri Vanderpoolu, ne. To pa nisem zanimivost, to jih je pa koštal pol lahko, da Ja, ker stopničk. on je takrat po mojem mislil, da je fertik, pa na koncu je bilo še vsem dosti blizu, ne. Ker on je izgubil koliko 2 minute pa pol. Ja, to so tudi bile nečudne te In variante, je ki so se dogajale. Ja. Imel, se pravi, kvaj že, šprinter. Gana? Od njih šprinter, od Vanderpoola.
Philipsen. Philipsen je imel prototipna pedala in ne pašajo isti blokeji gor. Ne. In to mi je Pol ful ekipe je zanimivo. imela različna pedala. Tudi pomislila nista, da bi zamenjala sprednje obroče, a ne? Ki je imel na sprednjem defekt, kar je pol se spomnil en ta drug, ki je prišel do zadnje. Ker so imeli pa tele šponarje, so imeli pa vsi gor, glih zato, da se to lahko hitro menjali in bi v bistvu lahko zamenjala samo Philipsen pa Van der Poel sprednja dva obroča, pa bi šel Van der Poel naprej, ne, s svojim kolesom. Tako da nekako kle so pač malo ukrivili tudi njihove glave, ampak verjetno v tistem, ki si v tistem efektu, da bo vsega se tudi ne pomisliš, no. Sploh pa, da bi od Jasperja, disasterja pričakoval, da se bo kaj pametnega spomnil, mislim, da težko. Žal. Ko se je to zgodilo, je bilo pri meni v glavi, je bilo prav tako, vse se vrača, vse se plača. Ko je Pogačar pač imel ta prvi incident, ne? Ja, so začeli vleči. Je pritegnil Van der Poel in ekipa, kukar se je dal. Ja. In pol takoj, ko je Pogačar priključil v roku parih kilometrov, je bil... Njemu šlo, ja. In sem prav tako, po en stran sem bil prav, no, rekel, da sem bil vesel, ampak sem si pa rekel, ja, vse se vrača, vse se plača. Vse to je Paris-Roubaix, ne. Pač to je Paris-Roubaix, da na koncu v bistvu odigra največjo vlogo, kdo je imel najmanj defektov. Sam letos so imeli vsi. Letos jih je bilo noro. Pa letos je bilo noro ogromen defektov. Edin jaz nisem zasledila recimo Lidla, da bi kaj imel kolesa. Ne, imel je tale, kva je, Pedersen je imel še preden je imel Pogačar. In je rabo kar neki cajta, da je prišel noter. A ja, tudi. Ja. Pa ne vem, je imel pol še eno vmes, vem, da Pogačar je imel pol še koliko 50, tako do konca je imel še eno, ali 30, 40, se ne vem, takrat, ko še nista bila same dva, je imel, pa je Van Aert imel takoj za njemu, pa je dlje časa lovil. Ja, sam Van Aert so imeli, zelo hitro je imel zraven kolo zamenjam, pa sreča imel, ki je imel Boro zraven. Dlje cajta je rabo kukar pa Pogačar. No, sam je imel tudi, dosti blizu je imel ekipo v primerjavi s Pogačarjem, ki se je mogel voziti na Shimano kolesu, ki ni imel sploh zraven svojih. Govorim ti za drugo menjavo. Ja, ampak je tudi Van Aert pa še srečo imel, ki je imel dva odbore, ki sta delala, da sta ga prevlekla v bistvu nazaj. Tako da, kar se tiče lovljenja, je Van Aert imel včeraj veliko sreče, no, kar se tega tiče. Sam je Pogačar, hočem reči, da Pogačar je hitrejš prišel nazaj, oni so lovili kar neki cajta. Ja. Ni bilo tako, Pogačar je bil v 5 minutah nazaj. Ja, Pogačar se je skuril, no, pač Pogačar je včeraj veliko potrošil, veliko metkov, veliko tistega, kar je imel pršparanga za verjeten za razne skoke in možnosti pobegov je pokuril že prej in pol se mu ni več išlo. Ja, Van Aert je pa pač šel pametno, vse skupaj je naredil in spelil, tako da... Jaz mislim, da je Van Aert saj izgledali tako po TV-ju, da je najbolj trpel takrat, ko je bil Van Aert spredi, logično, ne? Ko je on skočil, ga je Pogačar ujel, Pedersen je bil za Pogačarjem in takrat, ko je šel pol Pogačar naprej, ko je Pedersen odpadel, takrat je bil Van Aert po moje najbolj v rdečem... Ja, seveda, če bi takrat lahko Pogačar še dodal kakšen vat, bi tudi Van Aert odpadel, ne? Sam enostavno Pogačar tudi ni mogel več. Se je videl, da je pač šel, kukor je šel lahko in to je bilo to. Mene je bolj čuden tisto vmes, ko je Van der Poel že skoraj, ko je začel se že približevati, zato ker so ta prva ekipa toliko začela popuščati in kle tega ne razumem, kaj se je dogajalo. To je, jaz to tako vidim, no, to je zdaj pač moje mnenje, zdaj boš ti mogoče več povedal. Ampak da zato, ker je bila to ekipa s Pogačarjem, noter je bil Van Aert, noter je bil Gana, je Gana še bil noter. Pa Pedersen je bil sigurno, no. Ja, pa še od Van Aerta kaj je... Ne, Gane ni bilo, Gana ni bil z njimi skupaj. Kaj je že ta... No, še od Van Aerta ta po Kristof? Ne, Kristof, je Laporte. No, ja, tako da je bila močna ekipa, no. Takih fantov, pa Stuyven je bil tudi še zraven, ne? So bili vsi tam močni in so enostavno nobeden ni hotel delati. Nobeden ni hotel delati, ker je šel Pogačar na Ferengo in svojo Ferengo v delu, pa Ben ni hotel delati. Ja, zaradi tega, ker si rečejo, da je Pogačar in vem, ampak zakaj ne probaš? To je že 30 letko. Ma ni 30 let, odkar je Pogačar, prej nikoli ni tega bilo. Odkar je ta najmočnejši v skupini, mora ta najmočnejši največ delati. To je vedno tako. Okej, ne največ delati, oni sploh niso delali. Ja. Ampak zakaj, če ti ne boš probil? Kaj pa, če ima Pogačar danes? Pogačar je že lovil. Kaj pa, če ima Pogačar slab dan? Kaj pa, če ne bo mogel? Kaj pa, če ga boš ti lahko držal? Pa boš ti tako dober dan? Se ne sekirajo, kaj pravi. Ja, v zadnji je pa Van der Poel, pa sploh ne boš bil, nič od tebe več ne bo. Sam eden.
eden še dodan. Je pa Gana. Okay, Pa vsi so prihajali zraven. Načeloma v šprintu bi ga vsi ostali lahko odšprintali. Ja, ali pa ne, se ni slab. Pri njih, že samo oni vejo, da če bodo delali... To je delali... meni butastno. Ja, ni, Kje ti pika, kaj pa mogoče pa včeraj Pogačar ne bi imel sploh dneva, pa nobenem primeru ne mogo zmagati. Hočem ti povedati, da bi vsi čisto isto dirkali. Ti, če veš, da nisi dosti močen, da bi delal plus še na koncu šprintu, pač ne boš delal. Ti je vse, če jih še 30 zadnji ulovi. Pa kako niso tako močni, kaj pa hodijo pol na dirko? Ja. Ja. Mene glava boli, dajte ji povedati. No. Ne, zapišite v komentarje. Men to ni všeč. Ženski, ja, tukaj so pa jaz. ženske drugačne. Mi bomo šli na polno do konca. Se vem, zato pa se zgodi to, ko se včeraj zgodi. Noč, kaj, ena je zmagala, se nima veze. Ja. Zmagala je una, ki rečemo po vsej logiki, je imela najmanj šans. Ni imela najmanj šans. Se je bila močna za šprint. Ja, sej una dve sta pa pripeljale do šprinta. Ja, se pravim, da včeraj je bilo težko sam prideti. No. Težko je bilo včeraj zaradi pogojev tudi vremenskih in tako da. Ja. Ne vem, meni je bila dirka kot 100 km do cilja, mi je bilo toliko zanimiv. Sem bil sicer v fitnessu, sem gledal na telefonu, poslušal vse in se je undaril cel cajt, tako da sem bil po moje 1 uro dlje v fitnessu, kar sem pa mislil. Ker sem skozi gledal, kaj se dogaja in pa nisem šel stran od telefona. Da... Ja, mi smo gledali pa tako bolj intenzivno zadnjih 60 km. Tako da ja, skozi je bilo živčno. Tako se je že dosti zgodilo. Ja, veliko se je zgodilo, da so šla še prej na kolo, ampak je bil klej folk, tako da so nam že malo poročali, pa smo se še malo pogledali. Sicer klej mi smo bili tako, da smo videli 2 menjavi Pogačarja, no? Tako da toliko smo že bili časa klej. V bistvu pa glih Van der Poel je glih dobro zaostal, pa tako da smo nekaj videli. No? Nismo videli tega na Shimanu, ki se je vozil, tako da... Se bo par kilometrov, ampak vsem. Ja, je pa zdaj to ratal viralno, tako da je sam to vse posod, pa dobra reklama za Shimano, ne? Kurat. Ja. Kolesa izpred 15 pa ne za kolesa, ne kolesa, za Shimano kot Shimano, a ne, pač definitivno je to reklama. Ja, vice jih zdaj povsod, ampak overall pa ne vem, jaz to... Pa še vedno se je dober pelu, ne? Razumem, da rabe, ne vem koliko 30-40, kaj se imajo 200 teh koles, da lahko pokrijajo vse dirke, ne, kjer imajo Shimano neutral kare, ne vem koliko koles pač rabijo, ampak da imaš ti kolo, ki je vse zunaj napeljan, da ne vem kaj... Ja, se za to, da se ti naprej premikaš, pa peleš vsem, kaj imaš. Ne? Se to so te fanti. To je na najvišjem nivoju. Ja, očitno še UCI ni dal pogoja, kakšen mora biti ta kolo. Ja, sej. Ja. Glede na to, da imajo za vse pogoje, blok tudi za to dala. Ne? Ja. Še dobro, da nimajo rim breakov gor. Ja. Ne vem, meni je bilo to kar malo... Čuden mi je to ta 2026 gledati, tak bajk na najvišjem nivoju. Ja, se to je res, ampak... Stojven je pol zmagal v šprint zadnji, ne? Ja, v bistvu se je odpeljal, a ne, že prej. Aha, no jaz pa nisem gledal, jaz sem, ko je imel brat, imel rojsten dan in ko sta ta dva odšprintala, sem jaz ugasnil. Ja ne, od zadnji so se že, mislim, da že ko sta ona dva prehajala na velodrom, je v zadnji pokazali, da je Stojven skočil ven in so ga sicer nekaj začeli pokrivati, ampak mislim, da so bili že prepozni, ker pol ni več kazali, kaj se je od zadnji dogajal, ampak je bil v bistvu šprint, ne, sta bila Van der Poel pa Pogačar in ko sta šla ona dva čez je Van Aert in Pogačar in potem, ko sta ona dva prišla čez je že kazali Stojvena in Stojven je šel v bistvu sam čez cilj. Tako da očitno, zdaj nisem gledala nazaj pol posnetke, ampak očitno se je on tam odpeljal in so ga malo preveč pustili naprej. No. Meni je prav mogoče letos edini komentar, ki sem ga slišal, zakaj je bilo toliko defektov, ker letos se mi zdi, da jih je bilo izjemno veliko. Ja, tako nekako vsi se strinjamo. Ja. In edin nek kredibilen, rečemo, da bi rekel izgovor, je to, da se je toliko bolj letel, da so preleteli na kocke in ja, s toliko višjo brzino, ker pač končna brzina je bila tudi višja. Tudi čuden je bilo, da ni bilo nobene obežne skupine od začetka, ne. Bil je en sam, ki je par kilometrov spredi gonil in to je to. Tako da zgleda je res bilo zaradi take brzine vsega, da... Večja brzina, pa manj pozornosti, pol
Saj smo tudi videli kar nekaj teh kaskaderskih. Ja, si tudi Pogačar na koncu je imel close call. Še zdaj mi je. Čeprav bilo je tudi kar nekaj sicer teh pacov, jaz nisem prav veliko tako videla, da bi jih kazali, ampak pol, zdaj, ko pa so posnetki, prihajajo ven slike, jih je pa in to taki tako polomljene feltne, ne, se pravi, ne vem, je čez avto zapelil ali kvatko zgleda, da bi en čez zapelil, a se je to tako zlom lahko, res na luknjo zapelil, tak zlomi, odtrgani plašči dol, tis mlek razlit povsod, tako da zdaj je kar nekaj tega, ne. Ne vem pa, kaj se je z Mohoričem zgodil. On sploh ni zaključil dirke. A je imel toliko defektov tudi, ker tam sem videla en posnetek, da je bil pred Van der Poelom, tam, ko je Van der Poel v Arenbergu ostal brez kolesa in se je še Mohorič mimo pelil, glih ena slika je dobra. In mi je čuden, da potem ni prišel po v cilj. mojem je bil kakšen defekt zaradi tega, ker održi na posnetek, ki je tudi vozil to, mislim, da ne vem, na 24 ur ali ki. In je rekel, ja, da so imeli ful velike ambicije, ampak da so imeli ful smole. Tako da predvidevam, da so praktično ni bilo včeraj enega, ki ni imel vsaj 2 defektov ali pa ne vem, česarkoli. Ja. Za Stojvana sicer ne vem, a imel kaj, a ni imel, drugač pa Laporte tudi ne vem, a imel kaj, vsi ostali pa mislim, da od prvih 10, da so imeli vsi vsaj enega. Ja, Bilo... se pravim, to je Paris-Roubaix in to pač je, ampak meni je škoda pač, no. Škoda mi je predvsem, vem, da ne more Pogačar vsega zmagati in da je to težka dirka in vse, ampak škoda mi je sam pač z tega vidika, ker se mu je zdaj zmakala ta možnost, da bi 5 spomenikov zmagal v eni sezoni in tudi najverjetneje se to ne bo zgodilo nikoli, ker dvomam, da bo kdaj še šel na San Remo ali pa sploh, da ga pa še zmagal, tako da. Meni je pa mogoče iz tega vidika dober, da ga zdaj še malo počge, da je bil drugi in da bo na turu dal vsem tinte pit, tako še 5krat bolj, kot si je zamislil. Ok, dobro, to se strinjam s tabo. To se lahko čisto strinjam, to ne moramo porekati. Sem bil pa na koncu, tudi kaj Van Aert zmagal, nisem bil da je fuck off, ampak po en stran sem bil kar vesel, ker toliko smola, ki je imel pa ta človek od unga paca na Vuelti naprej, ki je bil v vrhunski formi. Pa tako tudi pritisk, ki ga imajo oni, to si po moje slovenski kolesarji ne znajo glih najbolj predstavljati, ker tam to je tako, ker v Sloveniji mogoče največ imajo to fuzbaleri pa kakšni košarkaši, tak pritisk, vsi ostali pa skoraj da ne, no. Ker tam je cela država živi za to, da bojo končno enkrat zmagali in zdaj, ker je, pa še po teh drugih, tretjih mestih, ki jih je imel, Gana ga je nagonil zanč na unih vratih tik pred ciljem, pač to je tako, prav dobival je šamar za šamarjem in zdaj, kaj je dubu, ja, moram reči, da tako, nisem bil toliko žalosten, kukor če bi mogoče kdo drug zmagal, no. In sem vesel, da je dubu, pa mogoče tudi zdaj za naprej je zelo dober pomočnik Vingegaardu, če bo v taki formi še buildal naprej do tura, pol se morajo par UAE v Karorang pripraviti, glede na to, da so pa oni praktično iz dirke v dirko jim zmanjkuje pomočnikov teh ta glavnih, ne. Tako da, ja, do tura je sicer še dolga, ampak ja, bojo imeli pa UAE kar dosti še zadelati, po moje, do takrat. Ja, jaz pa nisem toliko vesela, da je Van Aert zmagal. Ej, vemo že vsi. V bistvu ne bom nič kaj dosti komentirala. Ja, zaslužil si je to zmago včeraj, tudi če odmislim, da je Van Aert pa kdorkoli, če bi nekdo tako, kaj je on dirkal. On je dirkal najbolj po pameti, on je res izvedel vse v piko. Na najtežjih delih ni šel na Ferengo, na najbolj zoprnih, na največ vetra, karkoli je bilo, ni šel na Ferengo, odzad se je postavil, šel je na Ferengo svoje, je oddelil na tistih delih, kjer je vedel, da lahko in pač ja, sem nekaj, če bosta se prepalala skupaj v cilj, skupaj na velodrom, da ga bo šprintal. Jaz bi edin še eno stvar probala na Pogačarjevem mestu, pač zdaj, se to je zdaj pametovati, valjda ne pametujem, jaz samo povem, kaj bi jaz mogoče, če bi se le dal probala,
Pa tudi, če vem, da imam noge za en kurc, bi vsaj probala, ker tudi Van Aert verjetno ni imel nog svežih, ki je prišel. Jaz bi začela šprintati takoj na velodromu in probala dati vse do tistih zadnjih, res pa je, da najbrž Pogačar ni mogel več ničesar. Tistih njegove vate, ki jih on lahko dolg časa drži, a ne? Da bi... Ampak se bi še vedno bil drugi, a ne? Ja. Še vedno bi bil drugi, ne bi bil zaradi tega... To smo malo mi kle pričakovali, da bo on naredil, če povem po pravici. A se spomniš v soboto, ko smo bili pred zadnjih 500 metrov, ko sem jaz prišel do tebe, pa si ti rekel, ajde, zdaj pa še malo partegan. In si ti rekla, sam kaj? Da si gotova, da ne moreš načeč. Vozili smo se koliko 30... Ja, pa sem probala vse en pol, ne? Nisi probala, ja, ti si sama ena rekla, pa ti naprej. Ja, ti si šel naprej, pa sem še vsem za tabo probala. Hoče ti sam povedati, da zdaj se daj ti v položaj in Pogačar zdaj bil nekako v istem stanju. Sej sem pravim. Jaz samo pravim, da če bi prišla jaz z Van Aertom, no, kot vem, kaj je Van Aert, kakšen šprinter je, da je dober, da je močen in vedela bi, da je on od zadaj neki lahko mogoče prešparil v neki meri, bi pač šla probat. Sej, ali je pa še vsem upal na ta šprint, ne? Sej, mogoče je pa upal, da bo tudi v šprintu lahko boljši, ker tudi v končni fazi, tudi koliko je naredil, mogoče bi bil pa Van Aert bolj pečen, pa bi Pogačar imel mečkam boljše noge, pa bi lahko kakorkoli. Jaz mislim, da se ne bi čisto tudi bila je že napaka, ampak se drugače ni mogel, ker je prišel on od spredi, a ne, da je bil od spredi, da ni bil Van Aert od spredi in tako vse, pač to so take stvari, sam eden je, ne, 50-50, eden je tukaj na koncu, nisi imel kaj. Pač, mi je pa hecen, ko sem videla celo na Facebooku, zasledila en zapis je nekdo napisal, še celo nekdo, ki hodi na naše runde, vesel, ker je pa prav tak je zapis, vesel, ker je zmagal Van Aert, ker je končno zmagal Van Aert, pa tako Mišica, Stuyven pa tretji. Tako zdaj to ne vem, a je to nekdo, ki je ful fan teh Skandinavcev, pa je ful proti Pogačarju? No, da je ful fan Rogliča. Pa sej si lahko ful fan Rogliča, sam pismo, imaš kakšno slovensko, sta skaj zaveden Slovenc ali kval, mislim, sej to razumem, da si vesel, ok, neki meri, ampak da pa napišeš še to, da si vesel in v bistvu ful pohvalaš dva, prvega pa tretjega, ne, pa drugega, ne, to ne razumem. To je tako, kot je en slovenski portal izbral za meseca kolesarja Marca Vingegaarda, tudi to ne razumem. Marca, ki je Pogačar zmagal Sanremo pa Strade Bianche, tudi tega ne razumem. Jaz ne vem res, kaj je z nami narobe, no. Jaz ne vem, če še kje na svetu se to lahko zgodi. Mislim, jaz ne vem, kdo v unem momentu sploh lahko zbere kogar drugega, kogar pa Pogačarja, ampak okej, to kolumne pišejo tisti zato, da dobijo klike, ne zaradi tega, ker je ful dober spisan. Tako da, če hočeš, da je dober spisan, kaj pol ne bereš teh glavnih portalov, ampak bereš, ne vem, kaj zapišejo, kakšni, ki so tako všečne. Pa morava začeti ful hvaliti Vingegaarda pa Van Aerta, da bo naj ogledal 10.000 ljudi. Ne, ni da že v redu. Jaz bi itak, da bi najbolj želel, da Pogi zmaga, ampak nisem bil pa ko bi rekel tako ful razočaran, tako, ko bi bil na Milan Sanremu, če bi Pidcock zmagal. Ja. Sej tako je bilo tudi nekako, sej to smo vedeli, no. Ampak pač upanje ostaja. Dej, malo že 1 uro, dej povej, ta kolesa moraš oceniti danes. Aha, no dejva hiter, še to. Ti si vidiš, ki si me napizdevala 30 minut na začetku. Pa sej pa malo zreš tisto napizdevanje, kaj naj ti rečem. Tle sem pa zdaj dobila en kolo, ki ni specialka. No, sej. A to veš? Ja. To jaz ne moram ocenjevati. Jaz ta kolo ne moram oceniti. Cen z 0 ali pa z 1. Ne, meni je vse. To so dobila, da ocenjeva, tako da... Jaz v bistvu sploh ne vem, kva ne rečem na ta kolo. Ta kolo kot prvo ni specialka, nima nobene veze s tem, kar mi dva ocenjujeva. Pivo v kolesu sicer, se ga imam tudi jaz rada, ampak to enostavno ne paše in tista zračnica in vse in to, da me so oceno je kolo še vedno, a ne, ni pa čisto en kurc, tako da dam 3. Ok. Da ga še jaz idem, ker sem že pozabil. Ja.
No, si. Ker sem ga videl, sem se najprej zasmejal. Tako da orang navpično poudarjen mora biti tale možakar, ki ima sedež kar orang ven. Ampak vse ostalo pa na tem kolesu, nimam nekih ful lepih besed. Ne vem, od vseh teh dodatkov gor, balanca, kakor si že omenila, starodobnik še, kar mi je mogoče všeč je, da je nekako cel v samem stilu, ampak ja, če bi gledal pa vizualno, klele se pa pridružujem Petrini oceni. Ja, to je to. Evo, čak, zdaj pa greva še na tega Skota, ki ga je poslal pa ta gospod, ki naj iz tujine spremlja, Slovenci sicer, no. Pri temu kolesu pa jaz, tako po en strani mi je ful všeč ta veriga, pa OSPV, pa trak krmila, ni nič narobe, ampak pol me mot, da je da so plašči v tej ten barvi, jaz bi dal plašče definitivno črne. To je pa to, drugač mi je pa kot sam kolo mi je všeč, ok, podložke, pa zadnji ta lučka, mogoče to mene malo zmot, ampak drugač pa ni napačen, tako da kar se tiče iz moje strani, 7,5. Če bi bili črni plašči, bi bila po moje 8, glih zato, ker se je malo poigral, pa kaj meni pač všeč, da se vidi, da je dal nek svoj touch, ampak ja, jaz bi dal definitivno črne plašče. Vse drugo pa saj meni gre zelo lepo zraven. Ja, jaz sem ga tudi že pogledala, tako da se lahko tudi strinjam s tabo in ten obroči včasih pašejo, na kaj nazadnje, ko sem videla, je bil Kolnago rdeč, ki je imel ten gora, ne, tam je kar nekako šlo. Klele pa tudi meni bi tudi bilo veliko lepši, če bi bili črni. Ja, to, ko si rekel, huda veriga in OSPV, klep še pas v pol bolj črn, kakšen drugačen tale kaseta, ne? Če bi bila še, bi bila tudi veliko lepši izgledal. To ali pa da bi vse spremenil, ne? Da bi to vse ostalo črno pustil, pa da bi šel v ten plašč, če bi bilo tudi mogoče še vedno. No ja, ali vse črno pa tem plašči, ali pa pač tem plašči absolutno črni. Zdaj jih je kupil, veš, črne. Aha. Tako da bojo črni, ne. No, dobro. Tako da lahko pol še enkrat pošlje na oceno. Jaz sicer sem dala to oceno 8, ker mi je tudi všeč kolo. Všeč sploh ketna pa OSPV mi je ful hud. Ja, pa s trakom krmila gre dobro. Pa s trakom krmila, točno to. Vse je tako, se pravim, edin škoda je samo črni plašči, pa je že bi bilo ogromen. Ok. Da greva še ta vikend, ta teden, se pravi četrtek je velo runda, ki ga ne bomo prtakvali, ki boste vi povedali, koliko se bo šlo na izletu. Tista skupina, ki bo šla naprej, se bo furala isto kot oni zadnji, samo da bojo šli pač naprej. Ne, no, dejno nekaj zdaj jamrat pa jokati, zdaj smo že užaljen. Ne, saj nisem užaljen. Ne, no, sej bomo ohranili, sam pač... Ja, če si tukaj zem kurac, ka Petra, ne se voziti v prvi skupini, to je pač prvo pravilo, kad te čakamo na prvi klanc, na spustu, po ravnini se moramo počas voziti. Na prvi klanc sem bila ta prva. Na prvi klanc, kad je šla prva skupina naprej. Tam smo te čakali minuto. Kjer klanc? Na smreči je gor, misliš? Kakšno minuto, dejno nekaj nakladati, še videla sem vas od spredi, kad sem se gor prpalala. Poglej moj cajt, pa poglej tvoj cajt. Ja, no, pa ga pa poglej. Jesi? Tam, ko ste še s kolesa dol ste hodili, ko sem se zgor prepalala, sem, ko gremo sam naprej. Ne. Ja, valjda, če so gor delali kroge. A ja, okej. A zato imaš ti več kilometrov, kaj jaz? Ja, tudi. Moj bog. Ja, v glavnem v soboto bo izlet, naredili bomo spet eno lepo stotko, kar bo vreme, pa ko zgleda, da v torek jutr se ne bomo imeli, se pač ne bo runde, tako da lahko v soboto naredimo 100 km spet enih lepih in ne vem pa še točno kam. Videla, kakšen bo vreme, kje bo konc lepši kazu. Jaz mislim, da bo lepo po celi Sloveniji. No pa najverjetneje cajt, da gremo spet malo proti Dolenjski. Bogenšperk. Ja,
Vogenšperk smo že imeli v planu, letos pa je dež bil, tako da mogoče pa. Dobar. No, Dalenčki, pridružite se. Ja, pridite, ne. Ok, to je to. 1:10 je mem, do naslednjič.